Kaj prinaša sledeča sinoda na področju pastoralne teologije? Sinoda je v osnovi pastoralna. Če pogledamo celotno dogajanje sinode, sega na vsa področja pastoralnega življenja in delovanja. Novost te sinode je v primerjavi z prejšnjimi, da je vizija papeža Frančiška malo širša. Ponavadi so na sinodo bili povabljeni kardinali, škofje, so potem obdelali neko področje, napisali neki dokument, dali smernice, pobude, potem pa se je zgodilo, kar se je zgodilo. Zdaj pa že v osnovi, v izhodišču, zasnova veliko širša. Papež Frančišek želi, da bi bili vključeni duhovniki, redovnice, misionarji, misionarska področja, pa tudi laiki. In v tem je ta velik premik sinode. In če se ob tej sinodi postavljajo vprašanja, se postavljajo, kako priti do laikov. Kajti med laiki imamo tiste, ki so že vključeni v življenje cerkve, v pastoralo. Papež pa si želi, če poznamo njegov pogled ali pa njegove želje, njegove sanje, da bi prišli tudi do obrobnih. To pa je premik na področju pastorale in izziv tudi pri konkretnem delu na pastoralnem področju. Tako da se mi zdi to vključitev vseh v ta projekt en velik izziv. Zdaj, sinoda govori o občestvu, sodelovanju, povezovanju. Te ideje niso neke nove, niso revolucionarne. Zakaj se znova vračamo k njim? To pomeni, da papež Frančišek želi poudariti tisto, kar je temeljno. Občestvo od drugega Vatikanskega koncila naprej je temeljna drža ali pa prizadevanje, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Mi sicer imamo, ko pravimo občestvo, pred očmi občestvo jaz, ti, bolj to horizontalno. Papež pa želi poudariti s tem, ko pravi, odprimo se Svetemu Duhu, prebirajmo Sveto pismo, molimo ob Svetem pismu, da bi še bolj zavestno zaživeli to vertikalo. In v tem duhu je tudi to drugo področje, ko govori o sodelovanju. Mi smo povabljeni k sodelovanju in v današnjem svetu in družbi je to zelo pomembno, ker človek teži k individualizmu, da bi se dokazoval, da bi. Na drugi strani pa je ta velik izziv skupaj, biti skupaj. In tretje, biti poslan, biti misionar. Dejansko cerkev je iz oznanjevanja in ko smo oznanjevalci, smo misionarji. Tako da gre tu za eno tako prepletanje temeljnih stvari, ki jih papež želi izpostaviti, da bi nas prebudil, da bi nas ozavestil in da bi postali pogumni tudi v današnjem svetu, ki ni naklonjen tem dimenzijam, ki jih sinoda izpostavi. Pa bi lahko rekli, da je Rimokatoliška cerkev v Sloveniji v koraku s časom, v koraku s smernicami škofovske sinode. Zdaj, če pogledamo sam začetek sinode, 9. 10. oktober v Rimu, potem pa po navodilih Rima 17. oktobra po vsem svetu, po krajevnih cerkvah, tu lahko rečemo, v vseh škofijah smo začeli ta proces. Ustanovili smo tudi te komisije, ki skrbijo za to, da gre stvar naprej, tako da lahko rečemo, da se stvari premikajo v duhu vesoljne cerkve. Kar pa bi želel tukaj izpostaviti, pa je to, da ko govorimo o sinodi, to ni nekaj revolucionarno novega, ampak gre za to, da mi pregledamo naše življenje, da rečemo, to že mi živimo, občestvo na tem in tem področju je v redu. Na drugi strani pa, da stvari oplemenitimo, dodamo, da se zavemo, da smo del vesoljne cerkve in kar papež Frančišek želi poudariti, da odkrijemo vizijo tudi za jutrišnji dan, kam cerkev gre oziroma kam bi v duhu evangelija želeli, da se cerkev premakne. Hvala za pogovor in želimo tudi Rimokatoliški cerkvi, da uspešno vključi nauke sinode v pastoralno delo. Hvala za pogovor.